Slovencem je Martinovo dobro znan praznik, saj se mnogokrat pošalimo, da obstajajo prazniki in obstaja Martinovo. 11. november je dan, ko goduje Martin. V času Martinovega zadiši po zimskih jedeh, po pečeni goski ali raci. Tradicionalni so tudi mlinci in rdeče zelje, nikakor pa ne sme manjkati mlado vino. A prvotno Martin ni bil povezan z rujno kapljico. Sveti Martin Turski je bil cerkveni konjeniški častnik v Galiji, v zdajšnji Franciji, pozneje pa je postal škof. Ker je bil skromen in dobrega srca, so ga imeli ljudje radi in kmalu so okrog njegovega življenja spletli legende. Najbolj znana je zgodba, po kateri naj bi pozimi srečal berača. Ker ni imel nič drugega, kar bi mu lahko podaril, je prerezal na pol svoj topli vojaški plašč in ga polovico dal beraču, da ta ne bi zmrznil. Legenda pripoveduje, da je v svoji skromnosti zavrnil škofovsko mesto in se skril med gosi, ki pa so ga izdale z gaganjem. Zato morajo na njegov god umreti in priti na mizo. Tudi potem, ko je sprejel mesto škofa, je ostal neizmerno skromen in znan zlasti po svojem zavzemanju za reveže. Po njegovi smrti so ga ljudje začeli častiti kot svetnika. Na tleh naše države je 94 cerkva posvečenih svetemu Martinu, na tisoče cerkva pa po vsej Evropi. Pri nas se dan svetega Martina praznuje predvsem kot praznik vina. Pravimo mu tudi jesenski pust. Ko je veseljačenja na pustni torek konec, se začne 40-dnevni post pred veliko nočjo. Ko pa je Martinovega veseljačenja konec, se začne resni adventni čas, 4 adventne nedelje v pričakovanju Božiča. Martinovo zaznamuje ljudski rek: Svet Martin naredi iz mošta vin. Do tega dne se mošt namreč obravnava kot nečisto in grešno novo vino, ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo vino. Do Martinovega je vsa letina pod streho. Poljščine so v kleteh in kaščah, vino je v sodih, čreda se vrne s planinskih pašnikov in je spet v domačem hlevu. Tudi svadbe so bile nekdaj omejene na čas pred pustom oziroma pred setvijo in pa po Martinovem, ko so pridelki pod streho in je konec paše. Pa še nekaj statistike. Po podatkih Statističnega urada naj bi v Sloveniji živelo 8771 ljudi z imenom Martin. Gre za 25. najpogostejše ime pri nas. Največ jih živi v osrednje slovenski regiji. Žensk z imenom Martina je nekoliko manj, 7331. To ime je po pogostosti med ženskimi imeni na 27. mestu, med vsemi imeni pa na 60. Tudi največ Martin živi v osrednje slovenski regiji. Najbolj pogosto so se za ime Martin odločali starši od leta 1951 do leta 1960. Takrat so kar 1225 dečkom dali takšno ime. Popularno je bilo tudi v letih od 1991 do 2000. Kateri pa so znani Slovenci z imenom Martin, ki godujejo 11. novembra? Martin Juhart, harmonikar poskočnih muzikantov, pa Martin Štibernik, odličen producent, nekoč tudi harmonikar legendarnih slapov, pa tudi mlad župnik Martin Golob, ki ga prav tako gotovo poznate. Na god svetega Martina si je dobro zapomniti tudi vreme. Če Martinova gos po ledu plazi, o Božiču navadno po blatu gazi. Če je Martin oblačen ali meglen, pride zima voljna kot jesen. Če pa na Martina sonce sije, huda zima kmalu brije. Kakorkoli že praznujemo spomin na svetega Martina, je pomembno, da ne pozabimo na globlji pomen, ki prihaja od skromnega, dobrosrčnega moža. Ob nazdravljanju s kozarcem vina v roki je prav, da se zahvalimo za izobilje v življenju in, če se le da, pomagamo drugim, kot je to počel sveti Martin.